je vid tisti, ki nam daje najbolj popolno sliko o svetu okoli nas. Besede so preskromne, da bi opisali to, kar vidi oko. Proces človekovega dojemanja vidnega sveta je skrivnosten, saj iste podobe v vsakem izmed nas vzbudijo različne interpretacije in pogleda na vidna sporočila. Likovna dela imajo moč, da nas posrkajo vase, da nas pritegnejo in prebudijo našo domišljijo. Dajejo nam celostno podobo o svetu, v katerem živimo. Rok Čebron je na nagradnem fotografskem natečaju v okviru Festivala inovativnih tehnologij osvojil prvo mesto. Izkazal pa se je tudi pri oblikovanju predstavitvenega videa naše šole. Na tem mestu želimo pohvaliti četrtošolki Amino Munjakovič in Ingrid Pavšič, katere zvesti prijatelj je prav tako fotografski aparat. Amina in Ingrid sta se vsa 4 leta udeleževali fotografskih natečajev, njune fotografije pa so vedno bogatile šolsko glasilo izviro. Vse 3 dijake je z nasveti usmerila učiteljica Urška Kompara. S pedagoškim programom Pilonove galerije Ajdovščina sta letošnji 1A in 1B poustvarjala po umetniku Jožetu Tisnikarju. Nastala je zanimiva instalacija z naslovom Minevanje, pretakanje, ki je bila na ogled v Pilonovi galeriji Ajdovščina. Ob tednu Klementina v Hiši mladih pa smo omenjeni razstavi dodali še lansko razstavo prvih gimnazijskih letnikov, ki nas je nagovarjala s soočanjem umetne in naravne inteligence. Letošnji natečaj Evropa v šoli je izpostavil stereotipe o ženskah in moških. Na regijskem izboru sta bili izbrani grafiki Zarje Bizjak z naslovom Eno in Petre Fajdiga z naslovom Plesnima meja. Obe grafiki sta na razstavi v predverju festivalne dvorane v Ljubljani. Kristina Novak je pri likovnem krožku ustvarila grafiko Barvni linorez z naslovom Mogočnost. Grafični list smo v mesecu marcu med izmenjavo z nizozemsko šolo St. Martin's College podarili nizozemskemu ravnatelju, ki je na zaključni prireditvi Kristino in njeno ustvarjalnost javno izpostavil in se ji zahvalil. Kristinina ideja ptice, ki na krilih poguma sledi svojim sanjam, je postala osrednja tema nagovora dijakom, Kristina pa deležna bučnega aplavza. Mentorica ustvarjalnim likovnicam je bila učiteljica Damjana Plešnar. Dijakom prisrčno čestitamo in jim želimo še obilice umetniških idej. So tisti, ki se ne spominjajo preteklosti, obsojeni, da jo še enkrat doživijo. In mnogokrat se zdi, da se človek noče ali ne more spominjati napak in vzvodov, ki so vodila v zablode in strahote in so mu zato vedno znova usojeni. Z dobrim poznavanjem zgodovine bi lahko rešili marsikateri problem, se izognili marsikateri zablodi in preprečili marsikatero krizo. Žal je človek po svoji naravi sebičen, ležeren. Za narodovim blagom pa se skrivajo predvsem lastni interesi. Zgodovina, človekova najboljša učiteljica, ostaja nemočna, dokler se njeni učenci nismo pripravljeni angažirati in se pogosteje odpovedovati lastnim interesom za dobrobit sočloveka in skupnosti.
Tema letošnjega tekmovanja mladih zgodovinarjev je bila prelomni leti 1918-1919, ki so številnimi dogodki zaznamovali čas. Spominjamo se začetka Pariške mirovne konference po zaključku Prve svetovne vojne, priključitve Prekmurja kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, pa tudi ustanovitve in prvih predavanj na Univerzi v Ljubljani, na kateri je v prvem letu delovanja študiralo 28 študentk in 914 študentov. Na državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev so se v poznavanju teh tem izkazala Iris Žiberna, ki je prejela srebrno priznanje v tekmovalnem delu za gimnazije, in Žan Likar v tekmovalnem delu za srednje strokovne šole. Dijakoma in njuni mentorici Metki Kolenc izrekamo iskrene čestitke. Zakrament zločinu, bolezni, je z ljubeznijo speta. Oropana, tiha svetišča so src, kot da so zakleta, prekleta. Svet je izdira, o prekletstvo in sram. Človek, gradiš in rušiš, rojevaš in ubijaš, ljubiš in sovražiš. Silna je tvoja moč. Kdo sploh si, človek? Kje te brezčasne zgodbe veličastva stvarstva je tvoje mesto? Jaz sem rojena, da ga uravnam. Da znova zgradim, ustvarim. Posežem po zvezdah In dostojno svojo vlogo odigram. zrel biti. To je vse. Časten boj izbojevati. Tek dokončati. Upanje ohraniti. In biti to, kar resnično sem. Živeti in ljubiti. O, ljubiti. Zakoni narave so zapisani v jeziku matematike, zato je matematika orodje številnih vej znanstvenega raziskovanja. Spodbuja razvijanje abstraktnega, doslednega, logičnega in analitičnega mišljenja ter razmišljanja. Pravzaprav je matematika nujna za delo na kateremkoli področju življenja. Brez zapletenih matematičnih teorij bi bila kvaliteta našega življenja veliko slabša. Prikrajšani bi bili za marsikatero napravo, ki nam poenostavlja vsakdanje življenje, in tudi znanost ne bi tako hitro napredovala. Brez statistike, na primer, bi se težko razvijale znanosti, ki se ukvarjajo z raziskovanjem najrazličnejših skupin. Da, poznavanje matematike je še kako koristno. Gimnazijki Lara Likar in Maša Korečič se uspešno spopadeta z izzivi logike. Na državnem tekmovanju so se povzpeli vse do srebra. Miha Kovač je na državnem tekmovanju iz finančne matematike in statistike za gimnazijce prejel srebrno priznanje. Na državnem tekmovanju iz matematike so srebrno priznanje prejele 4 dijakinje: Aneja Podgornik, Petra Fajdiga, Marijana Medic ter Elizabeta Božič. Uspešnim matematikom čestitajo tudi mentorji učitelji Jana Kete, Tadeja Kobal, Matjaž Trošt in Darja Turk.
Gibanje je osnovna človekova potreba. Prinaša vrsto pozitivnih koristi skozi vsa starostna obdobja, med drugim varuje in krepi človekovo telesno in duševno zdravje. Gibalno aktiven posameznik ve, da so za doseganje uspeha potrebni odločnost, disciplina in odrekanje. Telesna dejavnost pozitivno vpliva tudi na razvoj kognitivnih sposobnosti. Mladostniki, ki so gibalno zelo aktivni, si prej in lažje zapomnijo novo snov, lažje sledijo pouku v šoli in imajo boljšo sposobnost koncentracije. Poleg tega pa za šolsko delo porabijo manj časa kot njihovi vrstniki. V kombinaciji z ustrezno prehrano redna telesna dejavnost varuje tudi pred prekomerno telesno težo, debelostjo in številnimi boleznimi sodobnega časa. Poznavanje pasti, ki jih pred današnje prebivalstvo postavlja sladkorna bolezen, je še kako pomembno. To ve Nicole Batagel. Svoje znanje o tej zahrbtni bolezni je dokazala na državnem tekmovanju, kjer je osvojila srebrno priznanje. Njena mentorica je bila učiteljica Barbara Cigoj-Drobnič. Na državnem dvoranskem lokostrelskem tekmovanju srednjih šol je Nina Črnvel osvojila 3. mesto v disciplini ukrivljeni lok. Obema dijakinjama iskrene čestitke. Pisalo se je leto 1946, ko je referentka za otroške vrtce Duša Ferjančič v poročilu zapisala, da se namerava v Vipavi v času počitnic odpreti tečaj za pomožno učiteljstvo za otroške vrtce. Do uresničitve programa takrat ni prišlo. Dekleta so se za poklic vzgojiteljice na 5-letnih učiteljiščih tako še kar nekaj desetletij izobraževala najprej v Ljubljani, nato v Idriji in Kopru. Spremembe zahtev postopne izobrazbe vzgojnega osebja v vrtcih so prinesle tudi srednješolski program vzgojiteljica predšolskih otrok. S šolskim letom 1998-99, ko so bili na srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina programi šivilja, konfekcijski modelar, zidar in gradbeni tehnik v Zatonu, je poleg še 4 srednjih šol v slovenskem prostoru program predšolske vzgoje uspela pridobiti tudi naša srednja šola. Zanimanje za program je bilo med dekleti širšega območja zahodne Slovenije veliko in vpis je bil že prvo leto nad pričakovanji. Takole se začetkov spominja naša nekdanja dijakinja prve generacije vzgojiteljic Alenka Rehar, poročena Praček. Imela sem to srečo, da sem se na vzgojiteljski program lahko vpisala v svojem domačem kraju. Bilo je čutiti, da orjemo ledino. Stvari so se komaj postavljale na noge. Spominjam se, da sem si zelo želela učiti se igrati na kitaro, pa takrat te možnosti še nismo imeli. Med učitelji je bilo zaznati veliko zagnanosti in pozitivne energije.
Posredovali so nam konkretno in uporabno znanje, na katerem sem pozneje lahko gradila in se razvijala. Živo se spominjam srčnega in energičnega profesorja Draga Bratine, ki je bil takrat tudi naš ravnatelj. Kako nazorno nam je prikazoval vrtenje Zemlje okrog Sonca. Tudi sami smo se morali premikati po razredu, se vrteti in v rokah držati globus. Ni dopustil, da česa ne bi razumeli. Stvari nam je predstavil na slikovit, živ in konkreten način. V srednji šoli sem tudi prvič stala na smučkah. Pa mimo četrtkov ne morem, ko smo pod vodstvom profesorice Vide Čeru čisto na novo začeli s pevskim zborom. Program je zelo spremenil in popestril dogajanje na šoli. Poleg na novo ustanovljenega pevskega zbora se je začelo intenzivno delo na področju likovne, glasbene in plesne pedagogike, ki se ves čas kaže v kvalitetnih likovnih razstavah, gledališko-lutkovnih, plesnih in glasbenih dogodkih. Dijakinje in dijaki predšolske vzgoje so postali nepogrešljiv člen dovršenih novoletnih, zaključnih in drugih prireditev. Praktično izobraževalni predmeti pa so šolo še bolj povezali z okoljem. Nemotenega poteka dela si tako danes ne moremo predstavljati brez sodelovanja vrtcev v bližnji in daljni okolici. Posebej pa se lahko pohvalimo, da imajo naši dijaki prakso dobesedno v šoli. 2 prostora dijaškega doma smo preuredili v oddelek otroškega vrtca, kar je omogočilo še bolj poglobljeno sodelovanje z otroškim vrtcem Ajdovščina. Najmlajši, ki se prikupno igrajo v atriju šole, pa so prvi poslušalci naših dijakov, ko le-ti uprizorijo novo igrico ali skupaj zaplešejo nov ples. Otroška prisotnost in živ žav malčkov sta doprinesla k večji urejenosti in umirjenosti dijakov obeh programov. Program izobraževanja za poklic vzgojitelj predšolskih otrok traja 4 leta. Obsega splošno izobraževalni, strokovno-teoretični, praktični del in interesne dejavnosti. Zaključi se s poklicno maturo. Dijak pridobi po koncu šolanja poklic vzgojitelj predšolskih otrok, lahko pa tudi nadaljuje šolanje. Nekdanji direktor in ravnatelj magister Alojz Likar ima na začetke programa predšolske vzgoje lepe spomine. Takole pravi. Delo direktorja in ravnatelja naše šole sem začel, ko je bila prva generacija dijakinj predšolske vzgoje že v 3. letniku. To je bilo v začetku šolskega leta 2000-2001. Pestrost in zahtevnost dela je bila velika, saj je bilo potrebno poleg drugega poiskati profesorski kader za predmete v višjih letnikih. Poseben izziv je predstavljalo najti ustrezne profesorje z glasbenega področja. Našo pravilno usmeritev in zahtevnost programa predšolske vzgoje je pokazala prva poklicna matura. Uspeh dijakinj je bil nad slovenskim povprečjem. Vedeli smo, da smo na pravi poti. S šolskim letom 2008-2009 je z novo šolsko zakonodajo prišlo do prenove programa, ki je prinesla nekaj bistvenih novosti. Med drugim predvsem kompetenčno zasnovanost, modularno zgradbo, povezovanje teorije in prakse, izbirnost ter odprti kurikulum. Tako zasnovan program je presegel predmetno razdrobljenost in zagotovil večjo stopnjo povezanosti znanja s posameznih področij. Veliko je timskega dela in medpredmetnega poučevanja, ki vzgaja razgledane in pedagoško usposobljene bodoče vzgojitelje. Sedanji ravnatelj Andrej Rutar ob tej pomembni prelomnici v razvoju programa poudarja predvsem vzgojni vidik, ki ga šola v polnosti uresničuje. V šoli ne podajamo le znanja, ampak pomembno sodelujemo pri oblikovanju osebnosti. Izobražujemo in oblikujemo mlade, ki bodo delali z najmlajšimi. Pri tem je zavedanje odgovornosti še toliko pomembnejše, saj so otroci v predšolskem obdobju najbolj občutljivi, najbolj dovzetni, nanje imamo odrasli lahko največji vpliv. Veseli smo, da na tak način lahko vplivamo na prihodnost in smo njen ustvarjalni del. V 20 letih je šola